Stabilno in enostavno poslovno okolje, popolna davčna razbremenitev 13. in 14. plače, reforma javnega sektorja, zdravstva in izobraževanja, pregon gospodarskega kriminala ter neposredna odgovornost v javni upravi je nabor prednostnih ukrepov iz predvolilnih programov političnih strank, ki so z vidika malega in mikrogospodarstva ključnega pomena za izboljšanje podjetniškega okolja v Sloveniji. Predlog prioritetnih ukrepov je izglasovalo več kot 250 gospodarstvenikov na 7. vrhu malega gospodarstva, ki je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije potekal 19. junija 2018 na Brdu pri Kranju. Na izglasovane ukrepe so se na dogodku neposredno odzvali predstavniki prvih 4 političnih strank, ki so na državnozborskih volitvah prejele največ glasov. Torej, sem vesel, da so te ukrepi, ki jih je danes izglasovalo članstvo tega vrha malega gospodarstva, pravzaprav identični našim programskim točkam. To pomeni, da smo zadeli, da je naš program takšen, kot ga malo gospodarstvo tudi pričakuje. Seveda malo manj sem pa optimističen pri teh reakcijah nekaterih drugih, če bojo seveda prevzeli vajeti nove vlade, da bo kaj od tega udejanjeno, tako kot ni bilo pravzaprav nič v tem mandatu, ko so imeli pomembno vlogo. Tako da zelo pomembno je, kakšna bo nova koalicija. Zato tudi v Slovenski demokratski stranki stavimo na vsebino, stavimo na program za Slovenijo, torej program, da se najdemo v koaliciji tisti akterji, ki podobno vsebinsko mislimo in da potem tudi to udejanjimo. Kar je bilo danes ključno in poudarjeno je, da si gospodarstvo želi birokratske razbremenitve, da si želi učinkovite postopke, da si želi javno, še posebej pa državno upravo, da se odloči in da se odloči hitro in da se odloči torej za čim manj nekih nepotrebnih birokratskih opravil. To je pomembno sporočilo za vse nas, za prihodnje, torej za politiko, da bo seveda temu sledila in to je tudi eno izmed ključnih programskih izhodišč Slovenske demokratske stranke. No, glede na to, da sodijo v ukrepe, ki ste jih izbrali iz programov posameznih političnih strank, nedvoumno morajo sestavljati program kakršnekoli koalicije. Kot sem že povedal prej v razpravi, me je nekoliko presenetilo, da med temi 7 ni bila resna, bom rekel, resen poseg v progresivno obdavčitev plač tistega nekako razvojno najbolj prodornega dela zaposlenih v Sloveniji, to so razvojniki, tehnologi, inženirji. Vendar, kot rečeno, to še ne pomeni, da to ni pomembno vprašanje, ki mu katerakoli koalicija ne bo posvečala ustrezno pozornost. Dejstvo je, da se soočamo na eni strani z begom možganov, na drugi strani seveda z pomanjkanjem kvalificirane delovne sile, ki postaja vse večja zavora nadaljnjemu razvoju in rasti slovenskega gospodarstva. In eden od pomembnih razlogov je tudi nezmožnost slovenskega gospodarstva, da te kadre primerno nagradi. Teh 7 ukrepov lepo slika, kateri izzivi so pred naslednjo vlado, pred naslednjim sklicom parlamenta. Od šolstva, zdravstva, delovanja javnega sektorja do zagotavljanja stabilnosti tako gospodarstva, politike, kot pa pogojev za ustvarjanje, tako na strani dela, kot na strani kapitala. Socialni demokrati bomo zagovarjali dialog in še enkrat dialog, tako znotraj koalicije, potencialne, kot znotraj socialnih partnerjev, spravi socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Prepričani smo, da lahko izzive na področju šolstva, zdravstva, vlaganje v raziskave in razvoj, zagotavljanje gospodarske stabilnosti, stabilnega gospodarskega in političnega okolja zagotovimo, zato bo treba veliko dela in pa veliko medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Dejstvo je, da je tematika gospodarstva neke vrste znanost, ki jo v glavnem vse stranke približno enako naslavljajo in zato, če bi bil problem vsebine koalicijske pogodbe samo gospodarski, bi verjel, da bi do tega dogovora dosti hitro prišlo. Jaz ocenjujem, da vseh 12 predlogov gospodarske zbornice, tistih pravih, ki jih je treba nasloviti, ene bolj, ene manj, ene hitreje, druge malo kasneje, ampak tudi ta izbor je v glavnem tisto, kar je nujno narediti in jaz v vsakem primeru preferiram ta prvi konkurenčno poslovno okolje, ki zajema še zadev, tudi kak faktor, ki smo ga izpustili med temi 7 in to je temelj
na katerem je treba graditi. Se pravi, želimo imeti stabilno, konkurenčno in pa predvidljivo poslovno okolje za podjetja, ki se lahko le v takem okolju razvijajo in pa rastejo tudi naprej. Kako pa gospodarstvo ocenjuje letošnji 7. vrh malega gospodarstva? 7. vrh malega gospodarstva je bil po številčni udeležbi rekorden. Imeli smo tukaj 250 podjetnikov, ki so spoznali določene vsebine, kako priti na izvozne trge, kako se povezati med malimi in velikimi podjetji, ter seveda dobili tudi komitment političnih glavnih strank, kaj bodo te stranke naredile dobro za to poslovno okolje. Jaz mislim, da smo lahko zaenkrat s povedanim zadovoljni, seveda pa si želimo, da iz besed pridemo zelo hitro tudi k dejanjem in tukaj je seveda na strani politike, da se sestavi vlada, ki bo sposobna in odločna speljati te zaveze tudi v prihodnjem obdobju.